No pa smo spet tu, v centru varne vožnje na Vranskem, z ekipo novinarjev iz 8 različnih medijev in pri velikem skupnem testu, ki mu pravimo kar prima, kot primerjamo avtomobile, če slučajno niste vedeli. Meritve notranjosti, porabe in asistenčnih sistemov smo opravili že prej, zdaj le ravno kar zaključujemo z različnimi testi, da ugotovimo, kateri je res najboljši, potem pa na cesto. In trenutni zmagovalec je... Ja, vam ne bom povedal, ker niti sam še ne vem, bo pa tole vse skupaj zelo zanimivo. Čeprav smo spet pri segmentu vozil, kjer kupci voznih lastnosti ne dajo na seznam najpomembnejših vrlin, pa bi jih morali. Ravno ti avtomobili so namreč zaradi dodatne višine pogosto podvrženi pretresanju potnikov, na našem slalomu pa se tudi zelo hitro vidi, kje so šibke točke posameznika. Najprej smo na poligonu vozili dinamični slalom, pri katerem smo takoj opazili, da se nekateri avtomobili zibajo kot barke, drugi pa sledijo zavojem kot prilepljeni na cesto. Preizkusili smo tudi zavore, ne toliko zavorne poti, ampak predvsem občutek in stabilnost med zaviranjem na polno. Na koncu smo se zaletavali še v namišljeno oviro in spet dobili zanimive rezultate. Od Tucsona pri slalomu nisem veliko pričakoval, zato me je lepo presenetil. Ni na nivoju najboljših, se pa kljub višini pelje zelo lepo, tudi volan je lepo obtežen. Pohvalim lahko še mirnost pri zaviranju, če pa izpostavim eno fajn stvar pri vsakem od 100-kratnih kandidatov, je tukaj to udobje sprednjih sedežev. Na cesti je srednje udoben, blaženje recimo ni na nivoju Tiguana, namenjen je predvsem umirjenim voznikom. Kia Sportage. Grem najprej k voznim lastnostim, ker jih lahko navežem na sorodni Tucson. Tudi tukaj je pri samem občutku na volanu čutiti napredek, je pa zgodba vseeno podobna predhodniku. Če boste Sportage konkretno obremenili, kot smo ga mi na slalomu, ne bo najboljši. Nos dokaj hitro sili iz zavoja, krmiljenje je prelahko. Na cesti se mi zdi še malenkost bolj čvrst od Tucsona in bolj udoben le v smislu, da se manj ziba. Ampak po drugi strani ravno zaradi tega še malenkost bolj pretresa na neravnih podlagah. Fajn stvar tukaj je notranjost. Res je uporabna, lepo izdelana in materiali so super. Qashqai je po zadnji prenovi postal lepši, ga pa znotraj še vedno mučijo le povprečni materiali. Predvsem pa voznikovo okolje niti ne izgleda posebej moderno in zanimivo. Za razočaranje je tokrat poskrbelo podvozje, pri slalomu je bil namreč najslabši. Obilo nagibanja ga je mučilo, nos je silil iz zavoja in pri vsakem zavrtljaju volana se je vključeval ESP. Je pa takole na cesti nekje v zlati sredini, ena od prednosti je tudi kopica asistenčnih sistemov. In fajn stvar, zadnja klop je med najboljšimi. Opel Grandland X je odličen predstavnik za vse, ki potrebujete veliko prostora oziroma zelo prostoren občutek. Sicer je bil nekje v povprečju razreda, ko smo ga obremenjevali s kovčki, pa vseeno velika stekla poskrbijo za res prijeten občutek zračnosti. Znotraj je izjemno prepričljiv, materiali so super in ergonomija tudi, vozniško pa je prepričljiv, dokler od njega ne boste zahtevali zelo veliko. Torej, na cesti bo dovolj dober, pri slalomu pa je bil krmilni mehanizem prelahkoten in premalo komunikativen. Čeprav podvozje potem lepo sledi ukazom. Notranje počutje je tista fajn stvar. Evo, vam pokažem, kako smo to merili. Za začetek smo izbrali poskusnega zajčka, mene. Nato sem se moral vsak avto usesti na voznikov sedež, pravilno nastaviti položaj za volanom in nato sem se usedel za sebe. Vestni merilci so nato izmerili, koliko imam prostora za kolena in koliko za glave. Tudi otroške sedeže smo nameščali in preverjali, kje gre to enostavno in kje je namestitev bolj zoprna. Potem smo preverili praktično in dejansko uporabnost prtljažnika, z ročicami božali armaturno ploščo, z nohti praskali po plastiki in preverjali kakovost materialov. Preverjali smo še, kako uporabni so predalčki in ne nazadnje, ker je danes to zelo pomembno, preverili, kako dobre multimedijske sisteme imajo tile predstavniki. No, kot nek umestni rezultat vam lahko povem, da je najbolj prostoren Tiguan, logično, ker je tudi največji. Skupaj za teko ponujata največ asistenčnih sistemov, najbolj zanimivo in kakovostno pa so izdelani Opel Grandland X, Toyota CHR in tale Peugeot 3008. Neverjeten napredek je naredil v primerjavi s prejšnjim. Oblikovno je pravi posebnež, ki znotraj z na videz utesnjeno kabino pričara tak malce bolj športen občutek. Tega je potrdil tudi na slalomu, kjer je bil med mirnejšimi, kljub temu, da ima tokrat precej slabe zimske gume, pa je bil vozniško še vedno nadpovprečno dober, pri zaviranju suveren in umirjen, nasploh je med nižjimi predstavniki, kar se pozitivno pozna pri udobju na cesti. Nasploh pa prepriča s tem wow učinkom. Tole okolje je res noro za pogledati in še kakovostno izdelano je. Ja, to je fajn stvar tega avtomobila.
Čeprav je Qashqai vozniško najslabši v tokratni primerjavi, mu na predzadnjem mestu družbo dela Renault Kadjar. Pri slalomu ni bil dosti boljši in se je tudi preveč zibal in nagibal. Takole pri običajni vožnji je precej boljši, ampak nima rad posebnega obremenjevanja. Tudi motor je med glasnejšimi v tokratni druščini, čeprav je po drugi strani res lepo prožen. Največja vrlina se mi zdi prostornost oziroma udobje, ki je namenjeno potnikom v smislu teh zelo udobnih sedežev. Ja, to je fajn stvar tega avta. Naj se tole ne sliši slabšalno, nekateri kupci namreč iščete ravno to, ampak Ateca je med bolj dolgočasnimi predstavniki tukaj. Med bolj umirjenimi, dolgočasni niti ni najboljši izraz. Kljub temu pa je čisto nič ne manjka. Prostora je veliko, ergonomija in uporabnost sta na visoki ravni, čeprav so materiali podpovprečni. Veliko namreč trde plastike in potem vse skupaj deluje malce ceneno. Je pa vsaj zame druga najboljša, ko pridemo do področja voznih lastnosti. Dovolj udobna in na slalomu presenetljivo igriva. Fajn stvar je ravno ta njena vsestranskost, zato pričakujem visoko uvrstitev. Toyota CHR je najmanjša in najnižja v tokratni druščini, zato je ravno pri prostornosti izgubila največ. Sicer pa se zaradi nizkega težišča izjemno dobro pelje, zelo igriva je, med stožci našega slaloma je bila kot gazela, na cesti pa je čvrsta in vseeno dovolj udobna. Oblikovno je prava paša za oči, materiali znotraj so vrhunski, malce šepa le ergonomija s tem zaslonom na dotik, ki ni najbolj intuitiven. No, in pogonski sklop je pokazal, da kombinacija bencina in elektrike po uporabi brez težav konkurira dizlom, v mestu pa jih prekaša celo za več kot tretjino. Pa še bolj tiho je vse skupaj. Fajn stvar so torej vozne lastnosti in izgled. In še Tiguan. Malce izstopa že z močnejšim motorjem, edini v tokratni druščini ima samo 2-litrski TDI, kar se pozna pri navoru v nizkih vrtljajih. Izstopa tudi po velikosti, ker je največji, je jasno najbolj prostoren, daleč najbolj prostoren. Hvalim ga tudi zaradi notranje odličnosti, ergonomija je brezhibna, materiali so zelo kakovostni in sedenje spredaj ter zadaj sta udobna. Vozniško je tudi zelo prijeten, volan je lepo obtežen, čeprav je občutek malce umeten, Ateca denimo je vozniško še bolj prijetna. Če iščete prostornost in uporabnost, je to. Imam cel kup ključev. No tako, meritve in vožnje so zdaj zaključene, ostalo je le še seštevanje točk in pa seveda dodeljevanje ocen po posameznih uredništvih, tam, kjer se lahko vsak odloči po svoje, naprimer pri nedoločnikih. Akcija! V ekoresortu pod Veliko planino se je vseh 9 križancev postavilo na ogled med idiličnimi hiškami in zdi se, da je to njihovo naravno okolje. Čeprav jih danes kupujejo že praktično vsi, se je vse skupaj začelo z idejo o vozilih za aktivno preživljanje prostega časa in v lesenih hišicah naj bi počivale družine, ki bi čez dan počele točno to. Pri ocenjevanju naših avtomobilov smo zato velik poudarek dali tudi uporabnosti za družine. 16 novinarjev, ki sodelujemo pri projektu Prima, je skupaj staknilo glave, vse seštevke smo 2-krat preverili, da ne bi prišlo do kakšne napake, in ko smo vse skupaj zapisali na tablo, je sledilo presenečenje. V bistvu ne. Zmaga Peugeota 3008 ni bila prav nič nepričakovanega, ker je to križanec, ki res lepo ponazarja vse, kar kupci danes iščejo v tem segmentu. Zelo blizu mu je prišel Seat Ateca. Če bi bil na videz še malo bolj zanimiv, bi verjetno celo zmagal. Lepo presenečenje je tudi 3. mesto Toyote CHR, ki kljub slabši prostornosti prepriča z vsemi ostalimi lastnostmi, kot sta izgled in vožnja. Si presenečena nad zmagovalcem? Do določene meje ja, v bistvu pa ne, ker konec koncev je Peugeot 3008 avtomobil, ki je prepričal že razne strokovne žirije in mislim, da tudi veliko kupcev že do zdaj. Kaj pa multimedija? Kateri je najboljši v tem in kateri najslabši? Ja, vidi se, da je Volkswagen oziroma grupa Volkswagen, da je dobro unovčil dolgoletne izkušnje. Tle je Tiguan, kar malo izstopa. Kako je s prostornostjo prtljažnika? Rekel bi tako, da je pri prtljažnikih, da se prtljažni litri, ki so napisani na papirju, zrcalijo tudi v praksi. Kaj pa porabe? CHR je nesporni prvak v mestu zaradi hibridnega pogona. In zdaj tisti, ki se veliko vozijo v službo pa po mestu, je to super odločitev. Sicer so pa se vsi skazali kot zelo varčni. Ja, kako pa je na splošno s prostornostjo? Ne vem, zdi se mi, da so v tem razredu kar vsi avti prilagojeni družinam, družinski uporabi, tako da ni noben izstopil zelo negativno. Se ti zdi, da kakšna tehnologija v teh kvazi modernih avtomobilih manjka?
Pa vsakemu bi lahko najdel, kaj manjka. Nekaterim manjka sistem za menjavo, nenamerno menjavo voznega pasu, nekaterim manjka sistem za aktivno zaviranje v sili. Ampak to je na koncu odvisno od cene, potreb kupca in predvsem želja. Je kateri od njih še posebej izstopal v tvojih očeh? V mojih očeh je izstopal Seat, zato ker se mi zdi, da se je znamka naučila leteti pod radarjem. Na prvi pogled je tako, kot že, ko smo testirali karavane, povsem neopazen, ne? Potem pa začnemo seštevati točke, pa pridemo do tega, da je povsod dober, nikjer zares slab in zato se vedno znajde ali na vrhu ali pa tik pod njim. Ja, točke so seštete, zmagovalec je Peugeot 3008, mi smo vam povedali, kateri je najboljši, vi pa se boste verjetno odločili po izgledu.